Lep pozdrav, Miran tukaj. Danes bi želel na kratko pojasniti sam praktičen proces transformacije. Ogromnokrat dobim vprašanje, v bistvu, kaj se sploh dogaja, kako trening recimo tudi pri meni izgleda, ne. Ampak v bistvu, da gremo kar po vrsti na začetku pač v teorijo, ni to teorija, v bistvu je teorija zgrajena na praksi, ne. Glejte, v bistvu jaz dejansko delam na principu 4 stebrov uspeha, ne. To pomeni, za vse, kar v življenju delamo, so odgovorna 4 področja. Eno je dejansko, koliko imamo znanja na tem področju, kako razumemo stvari. Tukaj v tem znanju pač govorimo o zakonih, ki vladajo tukaj na zemlji. To bom rekel, če hočete biti uspešni v poslu, potrebujete poznati poslovne zakone, poznati pravo in vse te zadeve, ne. Morate imeti razumevanje marketinga, komunikacije, vse tega. Po drugi strani pa moramo poznati tudi v bistvu te tako imenovane brezčasne energijske oziroma duhovne zakone, kot so zakon privlačnosti, zakon akcije in reakcije, setev in žetev in tako naprej, ne. To pomeni, bom rekel, od tega, koliko mi imamo znanja o nečem, o življenju, o partnerstvu na splošno, koliko mi razumemo te stvari, od tega so dejansko odvisni ti naši rezultati, ne. In ta znanje, razumevanje je, bom rekel, neko področje, kjer se večina ljudi zadržuje, raziskuje in poskuša spremeniti stvari, ne. Ampak v bistvu to še zdaleč ni dovolj, če res hočemo spremeniti, ker človek je večplastno bitje in dejansko moramo se zavedati še naslednjih faktorjev, ne. Drugi faktor, drugo področje, v katerem lahko rečemo, so naši podzavestni programi, ne. Naši podzavestni programi se oblikujejo skozi življenje, ne. Odvisni so pač seveda, tukaj so naša prepričanja, naše vrednote, ne. In dejansko ti podzavestni programi nas obnašajo, ne. Podzavestno odreagiramo, nekaj se nam zgodi in glede na to, bom rekel, kakšen ta program je, seveda to je ogromno povezano z našo preteklostjo, ne, potem mi pač gledamo stvari skozi te programe, v bistvu odreagiramo, ne. Tako da to, če želimo dejansko spremeniti svoje življenje, moramo spremeniti svoje podzavestne programe, ne. Ker dejansko, če naš podzavestni program na področju partnerstva ne deluje, ne, dejansko smo avtomatsko, karkoli delamo, potem poskušamo, ne, ogromno ljudi potem poskuša, recimo, bom začela delati drugače, zdaj bo pa vse drugače, ne, ne bom več tega delal, ne. Ja, v redu, ne boš delal, ampak dejansko, kaj pa tiste stvari, ki jih delaš avtomatsko? Kaj pa tiste stvari, ki jih delaš podzavestno? Partner ti nekaj reče in tebi pač program se ti vklopi in pač zadeva, odreagiraš, rečeš in to. To pomeni podzavestni programi. Če hočemo drugačno življenje, moramo te programe prvič identificirati, če jih lahko sami, če imamo znanje, ali pa pač poiščemo pomoč nekoga, ne, da nam pomaga to identificirati in potem te stvari spreminjamo. Seveda so tukaj tehnika afirmacije, afromacije, NLP, ne, različne tehnike za spreminjanje teh naših podzavestnih programov. To je v bistvu, bom rekel, drugi del, kjer dejansko, bom rekel, se delček ljudi zopet loteva. Seveda NLP recimo kot sam je zelo popularen v današnjem času, ne, ampak zopet ogromno ljudi, kot bomo pogledali naslednje področje, ne, potem ne razume, zakaj jim sam NLP ne pomaga, ne. Spreminjajo svoje programe, delajo razna sidranja in tako naprej, ampak v bistvu vse skupaj je to, ni enostavno, ni dovolj za spremembo, za transformacijo, ne. Ključ vsega na neki način je energija, ne. Človek je energijsko bitje, ne, in v bistvu vse, kar se z nami dogaja, ko jaz govorim, oddajam energijo, ko se zgodi neka komunikacija, zopet je tukaj energija, ne. Ampak v bistvu tukaj v energijskem področju so zdaj pomembne pač dve stvari, ne. Eno so tako imenovane energijske blokade. To so v bistvu, bom rekel, energijsko uskladiščena čustva,
naše preteklosti, ne, pač vse, kar se nam zgodi, ne, do preteklosti se to, kot so recimo razočaranja, jeze, obup, strahovi, vsa, bom rekel, ta neka negativna čustva, ne, skozi katera smo šli, ne, in dejansko to se uskladišči v našem telesu. In potem, ko mi zdaj delamo, pač gremo skozi neke izkušnje, imamo interakcije, komunikacije, odnose, ne, prva stvar je, da večina stvari gledamo skozi prizmo teh izkušenj, ne, po drugi strani pa dejansko se zopet, ne, eno so podzavestni programi, ne, ki jih spreminjamo v naši podzavesti, drugo pa so energijske blokade, ki pa dejansko so kot neke vrste tempirana bomba, ki se sproži pod določenimi pogoji. To pomeni, lahko se sproži v obliki, recimo, če so podobne okoliščine, nam nekdo nekaj reče, lahko je nek stavek, lahko je neka oseba, neka osebnost, karkoli, nek splet nekih dogodkov in potem v nas aktivira to energijsko, bom rekel, blokado, bombo in potem pač mi zopet odreagiramo. Tako da včasih rečemo tudi, da nam nekdo stopi na žulj. Ne. In če mi teh energijskih blokad ne, na nek način razelektrimo, ne, da jih odstranimo, da izgubijo moč, ne, potem se nam lahko ves čas dogaja, ne, kot dostikrat slišim, ne, moram ves čas paziti, kaj rečem partnerju, kdaj rečem, kdaj se z njim pogovarjam, ne, mogoče so neke pomembne odločitve, dostikrat pač z strankami se pogovarjam o investiciji, recimo v moj program in tako, ki je pač povezan tudi s financami, ne, in potem, a veste, Miran, moram najti pravi trenutek, da se s partnerjem o tem pogovorim, ker drugače bo zopet eksplodiral, zopet se bova skregala, zopet bo ogenj v hiši, ne. Dejansko ves čas, bom rekel, te manevriramo in se izogibamo, da ne bi naleteli na mino, po domače, ne. In dejansko ti naši odnosi niso sproščeni, mi se dejansko ne počutimo, da smo dejansko svobodni, da smo v bistvu lahko to, kar smo, ne. Prva zadeva, pač mi tudi nismo to, kar smo, ker smo zamazani s preteklimi izkušnjami, ne. Čutimo, da dejansko pač je del nas čisto drugačen, imamo drugačne želje, več si želimo, drugačno življenje si želimo, ne, ampak v bistvu vse to nas blokira, ne. In drugi del tega energijskega spektra so te, hkrati, ko se te stvari dogajajo, se mi energijsko tudi poškodujemo, ne, in na ta način pač postanemo energijsko občutljivi, ne. To pomeni tisto, ena stvar so pač zaradi tega, kako se neke stvari rečejo, da pač eksplodiramo, druga stvar je pa, da dejansko vse stvari, kar se nam dogajajo, bistveno bolj senzitivno občutimo in bistveno bolj senzitivno odreagiramo. Dostikrat dam primerjavo, da si predstavljate, če pač padete v neko trnje, ne, in potem v bistvu pač ste vsi popraskani in potem, ne vem, pride vaša najboljša prijateljica, ne, in vas objame, ne. Dala vam je ljubezen, pozdravila vas je, ampak vi pa odskočite, ne. In zakaj? Zato, ker občutite bolečino, ker vas je zabolelo, ne. In zdaj pač te energijske blokade je treba elektriti na nek način, ne, vzetjem na boj, jih odstraniti in dejansko pač te, bom rekel, rane, čustvene, pač, ko smo poškodovani, te poškodbe je treba sanirati in pozdraviti, ne. Te stvari se dogajajo v posebnem energijskem polju, ne. Jaz imam pač sposobnost, da imam dostop do tega polja, ne. V bistvu pač te stvari dejansko, ko ste z mano na treningu, to polje jaz prevajam in ste v tej posebni energijski atmosferi, ne. Potem pač imam še eno tehniko energijskega pretoka, kjer vas naučim, ne, kjer se še bolj intenzivno dejansko povezujete s tem poljem, ki vas zdravi, ne. Seveda dostikrat dobim vprašanje, a lahko to delam sam. Ja, lahko, seveda, če imate dostop, ne. Ampak glejte, isto vprašanje je,
mogoče na tem področju vam niso te stvari toliko poznane, ampak recimo vsi poznamo bioenergetika, ne. V bioenergetiki je pač nekdo, ki ima neko sposobnost, ampak to sposobnost ima, bom rekel, na tem fizičnem nivoju, da pač nas zdravi, ne. Jaz imam pač to sposobnost na tem energijskem nivoju, ne, na energijskem nivoju energije, da mogoče ne zveni malo čudno, ne, ampak razumete, ne. Zdaj, a vi potrebujete iti k bioenergetiku? V bistvu ne, ampak veste, da če ste bolani, če je nekaj narobe v vašem telesu, to pomeni, da je pač pomanjkanje energije, aura, in pač da se tudi te zadeve slikati, znanstveno kazati, energija je neenakomerno razporejena, ne. A lahko se sami pozdravite? Lahko, če se lahko. Če imate to sposobnost, pač neki ljudje imajo to sposobnost, drugi ljudje to sposobnost natrenirajo, ali pa greste k bioenergetiku, ne. In potem bioenergetik, pač ena možnost je, da vam pač samo pomaga, druga možnost pa pač, da greste v neki tečaj, v neko izobraževanje in vam potem on tudi sam pomaga, vas nauči, kako ta potencial dejansko vi zaktivirate, oziroma pač, da si potem lahko tudi sami pomagate, ali pa recimo reiki, so podobne zadeve, ne. Ampak isto jaz delam na tem kreativnem nivoju, na nivoju kreativne energije. Poleg tega pač imam sposobnost, da začutim energijo, ki je izza tega, kar mi vi poveste, ne, tako da dejansko začutim, vidim, dobim sliko, ne, in vam lahko potem, kaj se dogaja, ne, in potem vam lahko na ta način bistveno hitrejše pomagam, ne potrebujemo nekih, bom rekel, klasičnih analiz, ne. To mogoče bi dal primerjavo, ne, če si predstavljate, da imate neko bolezen, ne, in potem imate dve možnosti, ne. Ena možnost je, da greste na neke intenzivne preiskave, ne, in potem vas analizirajo, vzamejo vam kri, vse te zadeve, potem to preverjajo računalnik in potem dobite neko analizo in potem dobite neki rezultat, ne. Okej? Ali pa greste k nekem človeku, jaz sem pri takem človeku že bil, recimo, ne, v Koreji, ko sem bil na treningu moje borilne veščine, ne, ki vas samo pogleda in dejansko vam pove diagnozo vaše bolezni, ne. Pač malo nas je prijel, vse je razložil, vse je povedal. V eni minuti, ne. Ampak energijsko, kar se tiče teh, bom rekel, vaše situacije, življenjske, partnerske, ne, imam to sposobnost, da dejansko dobim te odgovore. Ne delam pač analiz, zato ker pač verjamem, da na tak način, da bi vas pač pogledal in potem vam vse razložim, kar čutim, zato ker pač verjamem, da dejansko, če vi sami ne verjamete oziroma niste odprti, da lahko obstaja možnost, da neki problem imate, ne. Včasih pride nekdo k meni pa reče: "Ja, moj partner dela to in to." Ja, okej, super, ampak v bistvu ni problem samo v partnerju, problem je tudi v vam, saj je to vaš partner, saj ste ga vi pritegnili v življenje in tako naprej, ne. In dejansko pač ne glede na to, kaj jaz vidim, kaj je narobe s to osebo, če pač ta oseba zaprta, če tega ne sprejme, potem nimamo tukaj se kaj pogovarjati o tem in mi je brez veze, nisem jaz tukaj, pa z vsem spoštovanjem, ne, ampak ne grem se tukaj nekega vedeževanja ali karkoli, ne, pač. Ampak lahko vam pa ogromno s tem pomagam. Tako da v bistvu, ja, seveda lahko te stvari delate sami, lahko se sami energijsko pozdravite, ne. Saj, bom rekel, dostop do energijske frekvence je, bom rekel, pač lahko ga natreniraš ga, lahko vstopaš, ne. Ampak drugače bistveno lažje je, če ti nekdo pomaga, če te usmerja in če ga natreniraš, ne. In potem seveda pač pomembno je tudi, da imamo neko pravo podporno okolje, ne. V bistvu v današnjem času obstaja toliko informacij, toliko nekega znanja, toliko nekih knjig, ne, in na žalost ogromno ljudi misli, da če je nekaj napisano v knjigi, potem je to res. Absolutno ni res, ne. Ravno par dni nazaj se pogovarjal z eno gospo, sva imela trening, ne, potem pravi, sem kupila knjigo, kako zdraviti notranjega otroka, ne. Pač sama ima neke težave, ne, in zdaj bo dejansko raziskovala tisto knjigo in vse to in mesece raziskovala po nekem dreku, po neki preteklosti, kar dejansko ni pomembno, se da bistveno hitreje rešiti in bistveno hitreje pozdraviti. Samo tako majčkeno, da dobite malo občutka, kaj se dogaja, kako ta stvar poteka. Tako da to je bilo eno sporočilo za danes. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti.